3000 prebivalcev vseh starosti iz različnih slovenskih krajev, med njimi tudi 120 otrok, je dobilo vabilo k sodelovanju v raziskavi, ki je popolnoma prostovoljno. Do zdaj se je odzvalo 1100 oseb in pri njih doma se bo te dni oglasila strokovna ekipa. Vprašali jih bodo o tem, kako se počutijo in ali so bili v zadnjem času bolni, ter jim vzeli vzorce krvi. Eden je vzorec krvi, kot je običajno pri preiskavah, kadar gremo k zdravniku ali v bolnišnico, drugi pa je vzorec, ki mu rečemo bris nosnega dela žrela. Če pokažem na sebi, skozi nos vstopimo s palčko in gremo približno v ta predel. Palčka je zelo tanka, odvzem ni boleč. V laboratoriju bodo nato pogledali, ali so v krvi prostovoljcev protitelesa novega koronavirusa. To so nekakšni bojevniki, ki nastanejo takrat, ko se telo sreča z virusom. Če so, to pomeni, da smo že bili okuženi z novim koronavirusom. Tudi potem, ko smo neko bolezen preboleli, proti temu virusu protitelesa ostanejo v krvi še kar dolgo časa, ker je virus nov, seveda ne znamo povedati, ali je to nekaj mesecev ali nekaj let. Če imamo v krvi protitelesa novega koronavirusa, to še ne pomeni, da smo na virus imuni, torej da zaradi njega ne moremo ponovno zboleti. To bomo vedeli šele čez kakšno leto, ko bodo znanstveniki virus bolje spoznali. Kljub temu je raziskava pomembna, saj bo pomagala poiskati okužene ljudi, pa tudi tiste, ki so bolezen že preboleli, čeprav niso imeli nobenih bolezenskih znakov, na primer vročine in kašlja. S tem bi v bistvu dobili realno sliko, pravo sliko, koliko ljudi se je s tem virusom v Sloveniji že srečalo. Če bomo ugotovili, da pravzaprav so neki ljudje, za katere se ne da ugotoviti, ali so kužni, je najbrž bolje, da nosijo maske. Raziskava bo trajala predvidoma do konca tedna, nato bodo v nekaj dneh obdelali podatke. Izsledki bodo znani še pred 1. majem.